Denis, rekel si, da ta kotiček, kjer sva, te od vseh kotičkov v Ljubljani najbolj spominja na tvoje Prekmurje. Zakaj je tako? Ja, res. Ta kotiček zelo spominja v bistvu na mrtvi rokav Bobri, ki v bistvu se vije skozi mojo vas. V bistvu mislim, da je najdaljši rokav v Sloveniji. Nekoč bi imel nekje 7 km dolžine, zdaj pa nekje 4. In tako mogoče je za 10 metrov mogoče širši, ampak tako zelo spominja na ta rokav. Tudi si ti pomoli in predvsem vrbe in rakitovi, no, trčovni. Voda ti je posebej blizu, zato ker tudi zelo rad loviš ribe in jih tudi v pesmih uporabljaš ti svoje motive iz ribolova. Tudi zdaj bomo 2 taki objavili. Pa me zanima, koliko je zate pri pisanju pesmi pomembna čisto konkretna izkušnja, resnična izkušnja, ki jih imaš iz ribolova. A se bolj izmišljuješ ali opišeš stvari res tako, kot se pri ribolovu dogajajo? V bistvu moram reči, da mi je zelo pomembno. To je nekako moja osebna izkušnja, moj svet, v katerem bivam oziroma s čim se ukvarjam. Zaradi tega tudi pesmi imate te dve smeri, ki mene zanimata, literatura in ribolov. In ja, opisuje neke konkretne zadeve, ampak jih uporabljam v smislu kot simbol in metaforo. Ne gre se za nek dejanski opis neke tehnike, da je bilo samo kot gola deskripcija, kot neka zgodba oziroma pesem opis tehnike same, ampak tehniko uporabljam kot metaforo, ki jo potem aplicira na neko širšo družbeno skico ali pa stanje, ali pa tudi človeško stanje, da to res služi kot nek metafora in simbol. Dostikrat te recimo kritiki uvrščajo v pesnike narave. Vem, da se to v sodobni slovenski poeziji spet večkrat pojavlja narava, recimo tudi pri Toni Jelen, pri Juretu Jakobu je tako, ker po drugi strani je pa cela ta urbana plejada pesnikov. Ampak se mi zdi, da je morda ta oznaka malo preveč poenostavna. Se mi zdi, da se v bistvu imate zelo različne načine pristopanja do narave. Ja, mislim, da je oznaka malo preozka, oziroma mislim, ja, v smislu da bi govorili samo o naravi, oziroma kot da uporabljamo opis narave ali pa se vračamo nazaj v naravo. Jaz mislim, da treba gledati to z več vidikov. Jaz pišem o naravi, ker v naravi živim, ne živim v mestu, živim v vasi. Naša hiša oziroma hiša mojih staršev, kjer še živim, stoji sred gozda, v bistvu na nekdanjem otoku reke Mure, preden so jo regulirali, je bil otok, zdaj več tam samo raste gozd. In ne bi mogel drugače pisati kot to, kaj poznam. Zato pa tudi ustvarjam na tak način. Ampak se mi zdi, da zelo težko bi se uvrstil v neko skupino pesnikov, ki pišejo o naravi, ker moje doživljanje narave je zelo drugačno. Drugačno od Jureta Jakoba, recimo, ki se mi zdi, da doživlja v nekem smislu bolj, pa ne sentimentalno, nek bolj topel občutek. Mogoče človeka, ki živi v mestu in se potem vrača nazaj v naravo. Jaz pa, ki sem v naravi, ves čas jo doživljam z več vidikov. Naravo kot dobro, naravo kot slabo, naravo kot možnost tega. In zaradi tega ima več vidikov. In zaradi tega se ne bi za uvrstil v isto skupino nekaterih pesnikov. Ena od značilnosti tvoje poezije je, da se zelo rad nanašaš tudi na besedila drugih avtorjev, velike intertekstualnosti, tudi sam si zelo načitan. Moram priznati, da jaz sam vseh referenc na druga literarna besedila ne prepoznam vedno. Se ti zdi pomembno, da bralec te reference intertekstualne prepozna ali pušča stvari odprte, naj si jih sam razlaga, kakor želi? To izhaja iz tega, ker zelo dosti berem. Jaz v bistvu raje berem, kot pišem, uživam v literaturi in na tak način, kot sem si sam razlagam literaturo, kot nek bralec, ki pozna neko število del in potem to odkriva nekje drugje. Pišem pa na tak način, kot se nekako izbral iz svetovne literature. Mnogo plasti in ko imaš
pesem, kjer lahko bralec najde marsikaj, ne samo od literarnih referenc, tudi slikarskih in drugih umetnosti, tudi popkulturnih referenc. Se mi zdi, da to je neka bogata izkušnja, da bralec, ki se vrača nazaj k pesmi, pač, ko doživi neko novo izkušnjo, nekaj novega prebere, pač odkrije to. In več kot odkriva, bolj je zanimivo. In pač ni pomembno, da bralec to zajame v enem branju, da mora vse poznati. Jaz mislim, da je to ravno čar, da pač se lahko vrača knjigi nazaj in potem odkriva vedno nove plasti, da lahko gre globje. In se mi zdi, da to je tisto, kar bi naj prinašala zelo dobra literatura. Vsaj iz mojih izkušenj se lahko literaturo sam berem. V okviru projekta Ulysses si spoznal tudi druge avtorje, tudi bil si že v Grčiji, ne, kot vem. Si bil tam pri Thanosu Gogosu, ne, in čeprav vem, sta šla tudi skupaj na ribolov, ne. Je bil tam, on pa živi ob morju, ne. Je ribolov na morju zelo drugačen od tega, ko ga ti na Muri izvajaš, recimo, oziroma zdaj ne vem, kje na Prekmurju, tudi v kakšnih manjših pritokih, verjetno pa na jezerih. Ja, no, mislim, bil sem v Grčiji, jaz mislim v projektu Ulysses Shelter oziroma Ulyssesovo zatočišče. Sicer tam nisem ribe lovil, ampak pa stalno sem šla pogledati malo ob morju in me razložil pač njegove tehnike, kaj on se uporablja. Mislim, da je, če se prav spomnim, parangal in tudi v bistvu s kajakom tudi lovi, pelje se ven najgloblji del in potem pač tam poskuša loviti ribe. Ja, je drugače, pač loviti s parangalom je pri nas prepovedano, pa tudi sam tega ne bi počel, ker pač med mano in Thanosom je razlika. On lovi ribe zato, da bi jih jedel in mi je razumljivo, pač, zakaj potem pač poskuša čim več uloviti. Jaz pa v bistvu ribe lovim, da bi ulovil čim večjo ribo, oziroma pač tudi ne gre toliko za ribe kot užitek piti v naravi. In je pa na tak način ribolov kot neka taktika, pač moraš imeti pač neko taktiko, kako priti do določene ribe. Moraš poznati, kako se ribe pač obnašajo, kje se nahajajo, kdaj jejo, na kakšen način. Zaradi tega me to toliko všeč, pač, da res odkrivaš načine. Tudi vsako ribo ne moreš loviti na isti način. To je tako, da se vedno nove tehnike učim, kako loviti določene ribe. Ja, morje pa je specifično, pa je zanimivo, da pa lovi manjše ribe kot jaz. No. So pa lovila ribe pri nas na Muri in ja, bil zelo srečen, ker lovil je, če se prav spomni, klena, pač kilo pa pol in je bil srečen, to pa je velika riba. Ne. Drugače pa še jaz lovim tam v stranskih rokavih, po vrticah reke Mure in tudi ribnikih, po jezerih, tako da prilagajam pa tehnike res vsake ribe. Si na Ljubljanci že kdaj lovil? Še nikoli, ne. Bi pa definitivno poskusil, ker izgleda zelo zanimivo. Pa kaj misliš, da so tukaj, da meni se zdi Ljubljanca na splošno velja za onesnaženo, ali so tudi kakšne fine ribe? Tukaj bi bilo tudi za pojest? Jaz mislim, da koliko sem videl pač z obale, tiste manjše ribe, te neke zelenike sem videl, ampak koliko vem, ko sem kaj prebiral, je kar precej rib, čeprav spomnim, imajo tudi pač našo najbolj pomembno ribo, sulca. Pa ščuka, ne bi bila? Ja, ščuka tudi, ja, izredno velike ščuke, koliko sem bral v eni reviji, da imajo prav gojišče ščuk, kar se mi zdi zelo dragoceno. Zelo verjetno bolj na barju, ne? Bolj na barju, ja. Ampak ja, definitivno so ribe za pojesti, no, pač verjetno bolj na obrobju, ne pa tudi direktno v mestu. Vsekakor pa bi mogli biti, no, mislim, v Parizu lovijo sred Pariza lovijo velike some 2-metrske v tistem kanalu, pač jesene, tako da po moje, no, bi vsekakor tu lovijo nekaj večjega. Ja, mogoče je pa to priložnost, da te povabim, da ga kdaj skupaj probati na Ljubljanco, ne. Nič, hvala za pogovor, pa še naprej se mi fino v projektu Odissejevo zatočišče. Ja, hvala. Lepše hvala.